Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Evropske volitve so pred nami. Kdo nas bo zastopal? S čim nas bo zastopal? Kaj bo za nas lahko storil? Kaj ga dejansko zanima in kje je močan, na katerem področju? To je vprašanje za vsakega, ki kandidira za evropske volitve. No, in z nami je danes gospa Lucija Šikovec-Ušaj, odvetnica in kandidatka za evropsko poslanko stranke Dom. Pozdravljeni, gospa. Lepo pozdravljeni. Zanima me, kdo ste? Ja, to je težko vprašanje. Kdo sem? Vsekakor sem prvo, bi rekla, da me najbolj definira moj poklic, to je odvetništvo. V tem poklicu sem praktično vse svoje življenje. To so bile moje sanje iz mladosti, sicer so bile zmotne, ker sem izhajala iz tega, ko sem videla, da imajo odvetniki po 2 uri uradnih ur na teden, da je to. In da to je pa dosti v redu, a ne. 2 uri na teden delati se mi je zdelo kar nobel. No, potem sem videla, da je to kar 12 ur na dan, ne pa 2 uri na teden. Želela sem si postati odvetnik, delam 33 let kot odvetnica, hvaležna vedno svojemu mentorju. Včasih je bilo težko pridobiti odvetniško pripravništvo, ni bilo toliko sporov, ni bilo toliko odvetnikov. On me je vzel po prvem razgovoru, brez sence dvoma je ugotovil, da sem material, iz katerega se da narediti odvetnika. To je bil vedno hvaležna gospodu Ljubu Pečarju, tastu današnjega predsednika. In zelo dobro sva shajala skupaj, torej bila sva sposobna v enem dopoldnevu 50 kulijev zgubiti tako skupno. Tako da sva bila zelo podobna, kar se tega tiče, in imam res zelo lepe spomine na to pripravništvo. Začelo se je ob 6:30 zjutraj, delalo se je tudi do 4:30. Ta prvi dan sem dobila spise na mizo, 7 obravnav in to je bil skok v vodo. Ampak potem prerasteš to pripravništvo in greš, otrok pač odide, a ne, in tako tudi pripravnik, tako ga naučijo. To se mi je potem večkrat tudi meni zgodilo, ne, ko ga ravno naučiš in ko bi ti odnesel nekaj dela, ne, takrat zasluti, da je čas, da gre na svoje. In potem sem šla na svoje in dejansko od takrat dalje sem odvetnica, nikoli obžalovala, da sem izbrala to pot. Vmes sem, oziroma predtem sem že rodila, včasih smo to naredili dosti hitro, da smo imeli potem čas delati kariero. Imam moža, še vedno en istega, kar je mogoče že malo dolgočasno, ampak nekako nobenemu se ne ljubi, da bi karkoli iskal novega. Tako da, in imam psa, zelo rada imam živali, imela in mačke in pse, in kaj dosti več nimam za povedati. To je vse, kar je v mojem življenju najbolj pomembno. Torej, hči, mož, živali, poklic. Ampak zdaj tudi politika očitno je zelo pomembna v vašem življenju. Politika me pa od nekdaj zanimala. Verjetno še predno sem šla pravo študirati, sem vedno prebrala vse časopise. Potem sem gledala televizijo, prenose avstrijskega parlamenta, čeprav nisem nič razumela kot otrok, madžarskega parlamenta pri starih starših. Tako da me je to zelo zanimalo in tukaj sva se potem kasneje tudi z očetom našla. Oče pač in mama sta se razvezala, ko sem bila še otrok 2 leti stara. Ampak kasneje sva se našla pa ravno s politiko. To je bil najin skupen interes, zanimanje, in tukaj sva imela si ogromno zapovedati, oziroma on me je ogromno lahko naučil. Tako da je bila najina strast politika, ki naj jo povezala v zrelih letih, ne, mojih reč v odraslih letih, in moram reči, da sva imela potem čudovit odnos do njegove smrti. Ravno preko politike. In še povedala bom eno anekdoto, ko je bil v domu za upokojence, ali kako se reče, starejše, že potem pač seveda že demenca prišla in to,
Vsakič, ko sem prišla, je bilo prvo vprašanje, a je Janša še predsednik vlade, in do smrti sem samo govorila ja. Zato, ker sem vedela, da bi ga bolelo, če ne bi bil. Tako da moram reči, da sem si privoščila eno laž, ni bil več predsednik vlade, a ne? Ampak da se je pomiril in da je bil miren, kar se tiče politične situacije v Sloveniji. Tako da to je recimo bila politika. Konkreten, aktiven vstop v politiko se je pa začel pravzaprav z državnozborskimi volitvami, kjer sem kot članica SDS-a, v SDS sem vstopila leta 1992 ob Depali vasi, nastopila kot kandidatka. Sem sicer zmagala v svojem volilnem okraju, ampak zame tisti famozen izračun, ki sem ga vedno potem razumela prvih 5 minut, pa potem spet več ne. No, kakorkoli, nisem prišla v parlament, tudi si nisem želela, čisto iskreno rečeno, nisem želela priti v parlament in sem želela iti v okraj, kjer ne bom izvoljena, ker za parlament moraš potem pisarno zapreti. Potem pa se vlada zamenja in ne morem jaz stranke poslati adijo, a ne, zdaj vas ne rabim več, pa potem čez kakšen let jih prositi, pridite nazaj k meni. To se mi je zdelo, da je nehigienično. Zato sem izrecno zahtevala, da sem v okraju, kjer ne morem biti izvoljena za parlament, kar je bilo malo hecen, ne, ampak sem pa nabrala veliko glasov za stranko. Žal je potem prišlo do razhoda in do nove stranke. To je to. Ampak vi zagovarjate desno stran. Kaj je pravzaprav tisto, kar vas na desni, na desnici, slovenski desnici, politični, namreč tu so vedno polemike, kaj je prava levica, kaj je prava desnica, ampak govoriva o stanju tu pri nas doma. Kaj je tisto, kar vas privlači, kar vas navdušuje? Zakaj je pravzaprav vse življenje, tudi vaš oče je očitno že bil naklonjen tej strani? Kaj je tisto, zaradi česar ste tudi vi naklonjeni ravno tej politični opciji? Torej, prvo bom rekla, da je moj oče bil partizan. To je prvo. In takrat je seveda tudi bil v partiji. Potem je takoj po vojni izstopil, tako tudi moj staroče je bil partizan. Tukaj je bila tudi ena družinska tragedija vmes z tem Barbarinim rovom, kar danes razumem, o tem se je molčalo, ampak kot poslovodja rudnika je vedel, kaj se je zgodilo in je mogel molčati in tega bremena ni zmogel nositi. Moj oče je bil potem tudi rudarski inženir in je živel v Trbovljah. Tako da je bilo eno tisto globoko razočaranje ljudi, ki so vedeli za povojne poboje, v katerih so mogli molčati. Moja mama ni imela teh problemov, je iz Štajerske, je iz Ljutomera, tam pač ni bilo partizanov, ni bilo domobrancev, bili so Nemci in ljudje so pač normalno obiskovali gimnazijo in šole in to vrstnih travm, kot jih je imela recimo osrednja Slovenija, Štajerska, vse v tem vzhodnem delu ni imela. Tako da je bila mama bolj hecen, bolj, bi rekla, taka oportunistična, dočim pač zadela jih je nacionalizacija, postali so kar naenkrat reveži. To je bilo težko, o tem so mi tudi njeni starši razlagali, to je bil hud šok za njih. Skratka, s tem sem rasla. Na eni strani stari starši, ki so poznali zgodbo o povojnih pomorih, na drugi strani stari starši, ki so jim po vojni vse vzeli. Verjetno te to nekje zaznamuje. Vsi so se uspeli pobrati, razen starega očeta, torej ki ni mogel s tem živeti, s tem bremenom vedenja in molčanja. In potem smo živeli, jaz ne bom nikoli rekla, jaz nisem živela slabo v komunizmu, ampak vrednote sem imela pa drugačne. Prvič je bilo katolištvo, jasno se je to pri nas izkazovalo, mi smo bili katoliki, dobro, mogoče ne glih za duhovnike, bolj praktični katoliki, ampak prazniki so bili pa tisto, kar nas še danes,
ko ima mama skoraj 90 let, združi celo familijo pri njej in tega me je groza, da se bo to nekega dne končalo. Torej, ima še energijo pripraviti za vso družino in večerjo, in kosilo, in speč potice, tako da... Ampak zdaj ste v stranki Dom. Kaj je pravzaprav ključni program te stranke? Namreč nedavno tega ste se ustanovili, ljudje očitno premalo vedo, čeprav po drugi strani sem pa ravno danes gledala neko anketo, pa kar visoko kotirate. Veste kaj, v bistvu je šlo za dosti konspirativno ustanovitev stranke, ki je verjetno ravno zaradi te konspiracije pritegnila toliko pozornosti. Bali smo se, da nam bojo nagajali. Zato je vse potekalo pravzaprav izključno na podlagi ustnih izročil, ne. Torej, klicali smo tiste, za katere smo vedeli, da bi bili ustanovitelji, torej, da bi podprli ustanovitev in na ta način zbrali tistih 230 ali 250 podpisov za ustanovitev stranke. Potem se je začelo zbiranje tisočih podpisov, overjenih podpisov za kandidiranje na volitvah. To se sliši relativno malo, a ne, boste pa jaz zbrali 1000 podpisov, ampak se bi jih, ne, samo predno grejo ljudje pa overiti podpise, je pa kar problem. Tako da smo rekli, če tega ne zberem, lahko kar zapremo zadevo, ne. Zakaj stranka Dom, Domovinska liga, zakaj drugačna stranka, zakaj še ena stranka? To so vprašanja, ki mi jih ljudje postavljajo. Dejansko razočaranje nad Evropsko ljudsko stranko, nad potjo, v katero se je usmerila Evropska unija. To ni tista Evropska unija, v katero smo mi vstopili, polni, ne vem, verjetno tudi vi, sreče, ne, mislim, jaz se spominjam tistega občutka sreče, ko sem se peljala v Italijo. Odprte meje. Tako, točno to. Ja. Mislim, in tiste občutka, da te ni sram, ne, da te ni sram, da si iz neke Jugoslavije prišel, da imaš potni list, kjer piše Peplov je bil, lep je bil. Skratka, potem pa se je ta zadeva začela v resnici obračati v drugo smer. Dejansko je, vsaj po našem mnenju, z prihodom raznih beguncev, migrantov, prebežnikov, kakorkoli jim rečemo, a ne, in politiko Evrope, ki se je usmerjala, če gledava Evrovizijo, že po Evroviziji se je počasi videlo, kam zadeva pluje, a ne, mislim, razni gospodje z dolgimi lasmi in bradami, ki so peli v ženskih oblekah, ali tiste 3 sestre. Skratka, to več niso tiste vrednote, ki jih jaz zagovarjam. Gre za popularizacijo teorije spola, za katero mi ne stojimo, mi vemo, da se rodiš takšnega spola, kakršnega se rodiš, a ne, lahko si malo bolj poženščen moški ali malo bolj možata ženska, ampak to je to, a ne, to še vse v mejah normale. Da pa bo se tukaj poudarjalo in otroke begalo že v vrtcih in da tudi zadnji so mi povedali, da v Ljubljani so imeli, da so mogli priti en dan oblečeni vsi kot punčke v vrtec. Veste, tega pa ne sprejemam. In to je recimo ena izmed stvari, kjer Evropska ljudska stranka, kamor sodi moja bivša stranka SDS, tudi podpira, tako ali drugače. Potem, torej mi smo absolutno protimigrantska stranka. Tukaj ni to nek nacizem, nek fašizem, da se razumemo. Gre enostavno za obstoj naroda. Po izračunih, ki smo jih nekje našli, naj bi Evropska unija planirala, da ima Slovenija prostora za 18 milijonov migrantov. Nas je 2 milijona, gospa, in mi nimamo prostora za 18 milijonov. Mi nimamo prostora niti za 18 migrantov. Bodimo si, že tako smo sprejeli takrat begunce iz Bosne, vem, da vsi nosili, resnično smo jim odprli srca in denarnice, ne? In to mislim, da smo s tem izpolnili svojo dolžnost do preganjanih, do revežev, do vojnih beguncev, da smo s tem izpolnili resnično to, kar naj bi, ne vem,
nekdo terjal, da mora država narediti. Da pa bi nam zdaj naselili še toliko in toliko povsem nekompatibilnih, tako po navadah, po kulturi, po religiji, po izgledu ljudi, po navadah, skratka, tega pa slovenski narod definitivno ne more preživeti. In tukaj je treba nekaj ukrepati, vendar nobena od političnih strank ne upa reči ne. Zato smo se mi ustanovili, ker si upamo reči ne, ne in ne. To v Slovenijo ne sprejmemo, tako kot ne Madžarska, kot ne Poljska, kot ne Slovaška, kot ne Češka, ne nazadnje tudi Rusija ne. Pa lahko zdaj mi reče, da sem rusofil, pa nisem, a ne. Ampak dejansko države komunističnega bloka so očitno tako težko priborile to svobodo, da se zavedajo, da je vredna, ne? Da je vredno imeti svojo državo. Slovenija pa kot da je dejansko prelahko prišla do svoje države in se z njo tudi tako obnaša kot z neko igračko, ki je višek. Kaj lahko storite kot evropska poslanka? Navsezadnje takole z eno besedo bi vas označila kot veliko domoljubko. Poglejte, jaz sem domoljub in jaz vsakmu privoščim domovino. Jaz sem rekla, jaz privoščim tudi Afričanom, da imajo domovino v Afriki. To je njihova domovina. In to, da jih trpajo zdaj v Evropo, kjer jih potem vidimo pred nekimi trgovinami prodajati po naredke torbic, a veste, se mi zdi, da jih ponižujemo, ne? In jaz lahko razumem njihovo sovraštvo do nas. Zato, ker je njihovo bivanje tukaj na obrobju družbe, kjer se čutijo drugačni, kjer se čutijo izolirani, kjer se čutijo manj vredni, pripelje neizogibno do tega, da te bojo začeli sovražiti in ravno obratno. Ljudje, tako v Italiji, s katerimi govorim, kot v Avstriji, čutijo, da jim preveč dajo, da za njih ne ostaja, da za starejše ni. Skratka, torej, to mešanje, to ustvarjanje ene rase, ki ne bi bila del tega plana marksistične šole, kulturnika marksizma, a veste, to ni dobro. Mi smo živeli v Jugoslaviji, kjer se je želelo narediti jugoslovanskega človeka, kjer je bil potem že v zadnjem popisu bilo zelo fino, če si se opredelil, da si Jugoslovan, ne da si Slovenec, ne? Kjer so se mešani zakoni zelo pozdravljali. Med vojno se je videli, kakšna tragedija je to bila. Mi smo razvezovali v Sloveniji, smo razvezovali zakone, kjer je bila ona Hrvatica, on Srb, Bosanec, Bošnjak ali karkoli, musliman, skratka. Te zakoni so šli narazen, ker niso prenesli, a ne? Redko, kjer je obstal, ker gledati po televiziji, da napadajo ostrostrelci ene, druge, a me razumete, ti imaš pa doma moža pripadnika tega naroda ali ženo, ki je pripadnica drugega naroda, je pripeljalo do ogromno razvez. Mislim, tega seveda niso mediji objavljali, ne? S tem smo se odvetniki srečevali, s to nesrečo, ki je bila prenešena na družinsko raven. In vsako mešanje prinese probleme. Ti lahko mešaš znotraj nekega kulturnega kroga ljudi in hvala Bogu, da se mešajo, ne? Da nismo vsi kot na susku, ne? Ampak mešati pa različne ljudi pa slej ko prej pripelje do katastrofe in jaz jo čutim in jo slutim. Prihajajo, a veste, ne prihajajo zdaj iz neke države vsem ljudje, ampak prihajajo iz držav, ki so med seboj v bitkah. Plemena, ki se med sabo mirne duše pobijajo v Afriki, prihajajo v Evropo. Lahko, da so vsi skupaj proti beli rasi, ampak to jih ne bo v ničemer preprečevalo, da se tudi sami med sabo ne bi še vedno sovražili. Tako da mi si pravzaprav uvažamo s temi ljudmi tudi vojno. In zato smo proti temu in zato bi se mi priključili tej skupini v Evropskem parlamentu, to je Evropa narodov in svoboščin, ki absolutno zagovarja zaprtje Evrope za kakršnekoli migracije. Ja, lahko pomagamo tam, kjer je potrebno, ne, s tem denarjem tukaj, lahko njim pomagamo mnogo večjim tam, kjer so. Ne. Zagotovo.
Kakšna je budućnost stranke Dom v Sloveniji? Nekaj minut še imava, tako da se mi zdi prav, da posvetiva malo več pozornosti. Namreč, da bodo ljudje vedeli, če vas želijo za evropsko poslanko, pravzaprav kaj dobijo s tem. Prvič, stranka bo obstala. Ne? Torej, to sem jim strogo zapičala mlajšim članom. Ne? To je čutim kot mojega otroka, tudi delno, in more obstati. Ne glede na to, da bom jaz recimo kot starejša slej ko prej zadevo zapustila. Ampak mi izhajam iz povsem konkretnih primerov, s katerimi se srečujem. To so lastniki gozdov, ki se čutijo v tej državi oškodovane. To so lastniki etažnih stanovanj, katere upravniki na milost in nemilost izkoriščajo. To so nacionaliziranci, ki še danes niso dobili vrnenega premoženja in če se jim le da, jim mečejo polena pod noge. To so nenazadnje zdravstvo, zasebno zdravstvo, javno. Ljudje ne razumejo, da zasebni zdravnik je ravno tako del javnega zdravstva, ki ga mora plačati zavarovalnica, da ni to zdaj nekaj vzporednega, ampak to omogoča kvalitetne zdravstvene storitve. Skratka, čisto iz konkretnih primerov. Jaz nisem človek visoke politike, boh ne dej, da bi bila na kakšnem položaju, ker ne bi bila vojna takoj. Ampak jaz sem človek konkretnih problem, ker se z njimi konkretno srečujem. Treba je rešiti zdravstvo, treba je šolstvo narediti tako, da bojo v šoli otroci se naučili uporabnih znanj. Ne pa tisoče in tisoče podatkov, ki jih bojo seveda takoj pozabili. No, sej to vem, to izkušnjo imamo. Da bojo znali brati, da bojo imeli radi literaturo, ne pa da delajo iz povzetkov povzetke in potem je to za njih Dostojevski, ko prebere povzetek, ne vem, Zločina in kazni na 2 straneh. Mislim, to so ti moji taki dosti konkretni in naša stranka dosti stoji za tem, da se gre nasproti ljudem, da se bojo počutili tukaj dobro, da bojo imeli zdravnika na primarni ravni, pa ne bo zasebnik, ne bo karkoli, ampak zavarovanje mora to pokriti. To ni stvar pacienta. On si lahko zbere zdravnika ali zasebnega ali v javnem zavodu, ampak vsekakor ga mora zdravstveno zavarovanje plačati. Ne pa, da si sami zobozdravnike plačujemo, vse vemo. No, tako da, to so te zadeve, kjer imamo cilje jasne, in uprejemljive. Mislim, mi ne sanjamo o nekih velikih reformah, ampak sanjamo o čist konkretnih zadevah. Torej, davčna reforma, razbremenitev davkov. A veste, mislim, SP-ji, ne vem, SP-jevci smo brez bolniškega dopusta. A veste, jaz pravzaprav, če gledam, v 33 let delam, sem bila 3-krat na dopustu, ki mi ga nekdo plačal, v bolniškem staležu mi ni nikoli nihče nič plačal. Skratka, nasprotno, jaz sem mogla plačati prispevke, pa nisem mogla delati. Torej, tukaj je ogromno stvari za narediti, da se naredi to državo potem tudi uspešnejšo, da si bojo ljudje upali podjetništvo, ker bojo vedeli, da če zbolijo, bo vendarle to zavarovanje tudi njihovo bolniško pokrilo, kar je danes ne. A veste, ko si ti več kot 30 delovnih dni na bolniškem, si pravzaprav že hudo bolan. Tako da in teh 30 dni delovnih, to je skoraj 2 meseca, ti ne pokrije noben, ti pa moraš plačevati prispevke. Poglejte, še par minutk. Namreč to, prvorazredni, drugorazredni državljani. Za ene velja to, za druge velja drugo. Mislim, da je tudi to hud problem v Sloveniji. Ali se vaša stranka posveča tudi temu? Poglejte, jaz vztrajam pri tem, vsi smo prvorazredni. Ne želim imeti drugorazrednih državljanov. Resnično ne. In nočem niti razmišljati o tem, niti se nočem poistovetiti z drugorazrednimi, niti nočem, da se moje stranke poistovetijo z drugorazrednimi državljani. Samozavest, pogum, vztrajanje, zahteve. Glejte, vsi davkoplačevalci imamo pravico, da zahtevamo kvalitetne storitve. Nič ne bomo drugorazredni. Vsi bomo prvorazredni ali bomo pa vsi skupaj drugorazredni. Ampak ta delitev se mora prenehati. A veste, da nekdo ukrade ne vem koliko in potem dobi zdravniška potrdila takšna in drugačna. Gospod Zidar, kdo ve, kje je, a ne?
ampak v Švici ga pa vidijo, da do tja pa zna priti, do doma pa ne zna priti. Ne? Veste, to so stvari, ki pa moje stranke, ki jih pa imam konkretno, pa zabolijo. Sej, ne bom rekla, da podpiram zdaj mali kriminal, a ne? Ampak bodimo tukaj fair, ne? Dajmo te zadeve uravnotežiti. Zagotovo to kot odvetnica srečujete dobesedno. Seveda srečujem in se borim za svoje stranke. Jaz nimam bogatih strank. A ne? Jaz sem pravdar, kako vidite. Ne? Jaz sem ljudski odvetnik. Ljudje so pri meni, sedijo tudi uro, jih poslušam in se mi odprejo in mi marsikaj povedo. Imam ta socialen čut dosti razvit. Je pa hudo, ko greš domov, a ne, in vidiš, da je sicer stranka odšla dobre volje, ampak breme ti je padala na ramena in ko prideš domov, si mrtev skoraj, ne. Zdaj pa samo še kakšno zaključno misel. Ja, jaz želim prvič, da dejansko postanemo samozavestni. Poglejte, tisočletja smo se ohranili, verjetno veliko zaradi trme. Vedno dam Vilija Kovačiča za primer. Vilij Kovačič je trmast 80-letni klen Slovenec. In če bi bili vsi takšni, ne, tudi če gre kdaj mimo, ne, da se razumeva, ne, če bi bili vsi takšni, potem bi nam šlo danes boljše. Torej, samozavest, zahtevati nič drugorazrednosti. Samo prvorazredno, ker si jo zaslužimo, ker smo Slovenci, a ne? Si zaslužimo. Hvala za ta čudovit zaključek. Smo Slovenci. Hvala lepa, naj vam uspe na teh volitvah. Hvala. In seveda verjamem, da boste te dobre ideje prenašali tudi naprej in potem tudi nazaj domov. Hvala lepa. Spoštovane gospe, dragi gospodje, samozavestni bodimo, pojdimo na volitve, izvolimo prave ljudi. Lepo se imejte, lahko noč.